Nova vlada, nov avtomobilski park za nekatere ministre. Poleg kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja sta avto zamenjali še dve ministrici Janševe vlade. V sindikatih pravijo, da so menjave voznega parka sicer značilne za vse vlade, vendar pa bi vlada ob napovedovanju rezanja izdatkov lahko varčevala tudi pri sebi. Marko Gregorc. Vozni park vladne ekipe se je znašel pod drobnogledom javnosti, potem ko si je menjavo jeklenega konjička privoščil kmetijski minister. Janez Cigler Kralj si je omislil Volkswagen Tyrona letnik 2025 z 28.000 prevoženimi kilometri. Na ministrstvu so zanj plačali 39.500 evrov. Minister bo za avto plačeval 740 evrov mesečne bonitete, pravijo na njegovem resorju, po zakonu pa se bo ta znesek vsako leto znižal za 15%. Da terenski avto potrebuje za obsežnejša dela na terenu, so nakup upravičevali v njegovi ekipi. Njegova predhodnica Mateja Čalušić je vozila Volkswagen Touarega letnik 2019, ministrstvo je zanj odštelo 44.000 evrov. Zakaj njen terenec ni bil dovolj dober za terensko delo Cigler Kralja, nam na ministrstvu niso znali pojasniti. Dejstvo pa je, da ima Tyron 7 sedežev, minister pa 6-člansko družino. Ni minister za kmetijstvo edini, to je praksa po vseh ministrstvih bila, je sedaj in tudi najverjetneje bo. Pravi šef sindikata državnih organov, a dodaja, da je takšno nepotrebno zapravljanje ob pozivih k varčevanju dvolično. Po eni strani delati neko propagando proti številu javnih uslužbencev, po drugi strani pa ne gledati na stroške delovanja države, je tudi veliko licemerje. V novem mandatu sta nov rabljen avtomobil dobili tudi ministrici za družino in lokalno samoupravo. Mateja Ribič si je za osebne in službene namene omislila BMW X1, ministrica Monika Kirbiš-Rojs pa za službene in protokolarne zadeve Audi A8 Quattro. Ocenjena vrednost obeh avtomobilov je okrog 48.000 evrov. Predsedniku vlade, podpredsednikom, notranjemu in obrambnemu ministru vozni park zaradi varovanja organizira notranje ministrstvo. Nekateri ministri za prevoze najemajo zunanje izvajalce. Da bi enotne in sistematične nabave vozil davkoplačevalce stale manj, so prepričani sindikalisti.